gospe, spoštovani gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Včeraj smo praznovali Dan Evrope in se spominjali leta 1950, ko je takratni francoski minister Robert Schuman z Nemčijo povabil z deklaracijo k pravičnemu dogovoru pri proizvodnji jekla in tudi koriščenju premoga. In v leto 1950 sodijo tudi začetki skupne kmetijske politike. Do dogovora je prišlo leta 1962, torej pred 50 leti. In zato dobrodošli na sprejemu, ki ga je ob tem jubileju organizirala Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Že takoj na začetku hvala za gostoljubje v mestni hiši županu Mestne občine Ljubljana, gospodu Zoranu Jankoviću. Pozdravljeni tudi vsi gostje na tem sprejemu in sicer vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, gospa Nataša Goršek in njen sodelavci. Predstavniki veleposlaništev sosednjih držav. Predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje v državnem zboru, magister Dejan Židan. Predsednik sveta za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije, profesor dr. Franci Štampar. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Branko Ravnik. Še enkrat pozdrav županu Mestne občine Ljubljana, gospodu Zoranu Jankoviću. Pozdravljeni visoki predstavniki fakultet v Ljubljani in Mariboru. Potem nekdanji kmetijski ministri, predstavniki Zadružne zveze Slovenije in drugih kmetijskih organizacij, predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije s predsednikom gospodom Cirilom Smrkoljem na čelu in seveda vsi zaposleni na Kmetijsko-gozdarski zbornici ter na kmetijsko-gozdarskih zavodih Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Seveda še poseben pozdrav vsem predstavnikom medijev ter vsem drugim, ki ste prišli na ta sprejem. Evropski kmetje pridelajo hrano za skoraj 500 milijonov prebivalcev Slovenije in pri tem ima ključno vlogo skupna kmetijska politika, ki jo največkrat s kratico imenujemo kar SKP. Namenjena je tako kmetom kot tudi državljankam in državljanom Evropske unije. To je odličen razlog, da o skupni kmetijski politiki izvemo kaj več. Zato najprej vabimo pred mikrofon gostitelja današnjega dogodka, torej Mestno občino Ljubljana in seveda prvega moža te občine, gospoda župana, gospoda Zorana Jankovića. Dobar dan, dobrodošli, vsi lepo pozdravljeni, navedeni cenjeni gosti in tudi tisti, ki niste, jaz bi še posebej na gospoda Erjavca, ker sva kolega že mnogo let. Včeraj je seveda Evropa svoj praznik, ampak seveda tudi Ljubljana, svoj praznik je starejši od dneva Evrope, veljal 9. maja 1945, Ljubljana mesto heroj, dan zmage. In danes se mi zdi, da ta dan zmage se nadaljuje tudi na tem srečanju in se kaže, da je Ljubljana kot glavno mesto lahko tudi središče vseh tistih, ki proizvajajo hrano in to dobro proizvajajo, kvalitetno. Jaz sem pravzaprav osebno vesel, da je danes to srečanje v atriju Mestne hiše že iz tistih časov, ko sem nekako v Mercatorju začel slediti idejo prednost domači kvalitetni proizvodnji. Zelo zanimivo je bilo na začetku mnogo govorov, kako smo trdi pri pogajanjih. To me že spominja na tisto, da se ne znam pogajati. Ampak v končni fazi je bilo najlepše lani novembra meseca, ko je bilo meni najlepši 6 tednov, ker je bilo vse polno, dopoldne župan, popoldne volitve. In sem bil na srečanju na stranku v Celju, ko je stal sekretar sindikata, ki mi je 8 let narekovaj grenil življenje, kako smo trdi do slovenske pridelave hrane in je rekel, ne, gospod Janković,
ne pustite prodati Mercator. Sem jaz doživel eno razodetje, eno veselje, da je veriga, ki se začne na naši njivi in lahko bi razlagal ne o jabolkah preko Zoleto, pa Pršilicu, o solati, o Moravskih Toplicah. Ko smo skupaj ustvarjali posamezne proizvode za našega potrošnika z idejo, da imamo na isti polici domačo solato, ker bo pisalo, da je domača in bo dražja, kot je uvožena solata. To je bil osnovni cilj, osnovna ideja in glede na to, da sem rojen na tisti dan, ko je, oziroma tisto leto, ko smo uvedli tisti maksimum 10 hektarjev, ki naj ga imamo kmet, je danes treba določiti, kaj je naša kmetijska politika. Verjetno ne morem dosti grešiti, da rečem, da ni masovne proizvodnje, ampak da smo lahko butična proizvodnja za tiste proizvode, kjer gradimo predvsem na kvaliteti. In moram povedati, da bom poskušal tudi v tej funkciji uvesti to, da ima domača proizvodnja prednost v naših vrtcih, prednost v naših šolah, prednost v tistih ustanovah, ker mi lahko zagotavljamo tudi izbiro. Jaz vem, da mora biti trg odprt, mi je razumljivo, ampak je, če želimo naše otroke učiti, kaj je krava in kaj je mleko, potem je fajn, da jih naučimo, da krava ni lila barve. In da je tudi lahko pri nas odlično mleko, odlični sir, odlični med in akcijo, ki jo vodimo že nekaj let s čebelarji, Čebelarsko zvezo, ki smo začeli v Ljubljani, bi nadaljevali praktično vse proizvodih. Tako da sem vesel sobote in predstavitve. Jaz sem že ponudil Pogačev trg predsedniku za vse naše regije, poudarjam, ne samo Prekmurje, želel bi imeti Kras s svojim pomom, želel bi imeti Dolenjsko, Štajersko, da bi imeli vse tisto, kar doma proizvedemo, pokazali in Ljubljančanom in tisti, ki bi jo mimo, kaj je kvaliteta in zakaj je treba domače kupovati. V soboto boste imeli izjemen obisk, ker je tudi pohod ob Žici, v čas Zmage Ljubljane. Lansko leto nas je bilo 30 tisoč na tej poti. Jaz sicer upam, da ne boste 30 tisoč prišlo k vam, ker potem ne boste mogli toliko pridelati in prinesti v tisti dan, ampak del teh obiskovalcev, ki spoštujo slovensko zemljo, slovenskega kmeta in slovenski proizvod, bo tudi prišlo. Hvala tudi našim fakultetam, ki skrbijo za razvoj. Hvala tudi predsedniku odbora Državnem zboru, ki razume to potrebo in mislim, da se ministrom Bogovičem lahko dejansko dogovorita, kaj je dobro za razvoj slovenskega kmetijstva. In to, kar bojo oni strokovno potrdili, sem prepričan, da bo tudi naša poslanska skupina potrdila z veseljem, kajti vse dobre stvari v korist državljanih držav bomo potrdili. Jaz vam želim eno lepo dobrodošlico v tem atriju. Mogoče zanimivo to, v sosednjem atriju imate razstavo slik Čengduja, kajti letos slavimo 30. obletnico bratskega mesta Čengduja oziroma naših odnosov. Jaz sem tudi celo častni meščan Čengduja, tako da si lahko gledate njihovo pokrajino, ki jo slikajo, kako proizvajajo čaj na nekih slikah in tudi pokažemo, v čem so mi dobri in najboljši. Jaz sem pa zdaj upravičil, ne bi rad bil nespoštljiv do obeh govorcev naprej, ampak kolegi poslanci in poslanke so mi naložili, da ne grem zagovarjati oziroma ugovarjati zakonu, ki uničuje našo državo in rebalansu, tako da čakam, da mi povejo, kaj bo danes v Državnem zboru in čez pol ure začnemo oddajo pri gospodu Slaku, kjer bojo eni za, vem pa zase, da bom proti. Tako da dobrodošli, hiša je vaša, počutite se kot doma, uživajte. Žal mi je pa, da ne morem probati to, kar se danes pripravlja z gospodom Jezerškom, ampak upam, da bo kaj kranjske klobase in da ta ni uvožena. Srečno. Vodjo predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, gospod Nataša Boršek-Mencin,
da nam spregovori o pomenu skupne kmetijske politike. Lep pozdrav vsem še z moje strani. Danes smo tukaj zato, da se spomnimo, kaj nam je v 50 letih prinesla skupna kmetijska politika. To je pravzaprav najobsežnejša evropska politika. In če se mogoče na začetku najprej vrnem na začetek, tamle je zelo, zelo lep prikaz, v letu 62, ko se je vse skupaj začelo. Šlo je pravzaprav za moment, ko je bilo povojno veliko pomanjkanje hrane in je bil pravzaprav dovolj močan interes med takratnimi ustanovnimi članicami Evropske unije, da so se uspele dogovoriti, da bodo skupnimi močmi pridelale več hrane, kot bi je sicer vsaka posebej. In za začetek so se odločile za skupno tržišče pri žitih, svinjini, perutnini, jajcih, sadju, zelenjavi in vinu. To je bil torej začetek. In pa zaradi bolj konkurenčne predelave so uvedli seveda pravila in pa ustanovili jamstveni sklad za financiranje te prve skupne kmetijske politike. V 5 desetletjih je na to, kot je tudi prikazano zelo lepo, je potem ta skupna kmetijska politika doživljala vzpone in padce. Soočena je bila seveda z nešteto izzivi, ki jih je prinašal čas in seveda globalne spremembe in seveda je bila deležna številnih reform. Kot je povedal moderator na začetku, 14 milijonov evropskih kmetovalcev skrbi danes za 500 milijonov prebivalcev Evrope. Morda omenim, da pričakujemo, da se bo do leta 2050 prebivalstvo na Zemlji povečalo na 9, morda celo 10 milijard. To seveda pomeni, da bo treba svetovno proizvodne hrane podvojiti. Obenem pa se moramo zavedati posledic, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Te bodo prav gotovo vplivali na kakovost tal in vode. Okrne nam je prav gotovo tudi biotska raznovrstnost. Torej, kakšno skupno kmetijsko politiko si želimo Evropejci? V Evropski komisiji smo leta 2010 izvedli obsežno javno posvetovanje, na katerem so Evropejci povedali naslednje. Želimo kmetijsko politiko, ki bi kmetom omogočila, da poleg proizvajanja hrane ohranjajo tudi naravne vire in krajino. Politiko, ki skrbi za dobro počutje živali in ohranjanje podeželske skupnosti. V skladu s posvetovanjem, to se pravi s tem zaključkom, smo pripravili nov okvir, ki naj bi šel po letu 2013, to se pravi sovpadal z novim finančnim okvirom. In iz izkušenj smo se tudi naučili, da evropski kmetje potrebujejo bolj organizirano in zlasti posodobljeno kmetijstvo, ki vključuje tudi inovacije. Glavni izziv oziroma naloga te nove reforme, ki jo izvajamo, pa je, da mlade navdušimo za kmetovanje. Da jim torej ponudimo neko novo partnerstvo med kmeti in Evropo. Partnerstvo za konkurenčno in trajnostno naravnano kmetijstvo. Predlagam torej, da danes tej najstarejši in najobsežnejši evropski politiki za njen 50. rojstni dan skupaj zaželimo naslednje. Da še naprej neguje tradicijo, da gre v korak s časom in da naj bo zlasti pripravljena na prihodnost. Najlepša hvala. Hvala lepa. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v letošnjem letu vodi projekt Skupna kmetijska politika, kakovost, varnost, blaginja, razvoj. Ta zajema promocijo skupne kmetijske politike prek različnih dogodkov ter izdelavo promocijskih materialov. Cilj projekta je osveščanje prebivalcev Slovenije o pomenu skupne kmetijske politike, njenih dosežkov in novih ciljev. Projekt sofinancira Evropska unija, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja. Zdaj vabim predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospoda Cirila Smrkolja, k odkrivanju skrivnosti razvoja skupne kmetijske politike, ki omogoča kakovost, varnost, blaginjo in razvoj. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem, še posebej predstavnici Evropske komisije. Te dni je kar angažirana in lepo je, da 9. maj sovpada tudi z dnevom zmage nad okupatorjem, smo rekli, v Sloveniji. Jaz sem vesel pravzaprav vseh, vesel mogoče ministrov, ki jih eni bolj poznate, pa eni manj, ki so tudi mogoče že pred mano
odavnaj začeli razmišljati tudi v prejšnji državi in v Republiki Sloveniji o potrebi po oblikovanju pogojev za razvoj neke skupne kmetijske politike. Jaz se spomnim v vladi gospoda Šinjigoja nastala bela knjiga, ki je bila, Milamo dobro vedel, tudi eden od temeljev, ki smo jo sledili. In potem profesor Rostec, ki je bil med nami kot prvi slovenski minister v samostojni državi Republiki Sloveniji, kar zanimivo je imel en mandat in pol, mi da se lahko pohvalila. Oni prejšnji so jih imeli polne, za nama pa jih ni bilo več polnih mandatov. Ampak je pač, rekel, ta tranzicija slovenska tudi na političnem delu nekako živahna, dinamična in se jo ni treba niti sramovati, morali smo pa pričakovati. Ker države, ljudje, ki smo pač živeli v različnih sistemih, če tako rečemo, monarhije Avstro-Ogrske, potem kraljevine Jugoslavije, preživeli kar burne čase težkih preizkušenj za slovenski narod, to je vojn, smo po letu 1991, kar smo res samostojna država, vsekakor imeli skupen cilj, to je bil cilj vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Jaz se spomnim časov pridružitvenega sporazuma, ki je podpisal naš predsednik vlade, gospod Drnovšek. Spomnim se časov priprave za prevzem evropskega pravnega reda. To je bil en proces, ki je tekel v 2 mandatih ministrstev, izredno zahteven proces, vendar tu so zmeraj nam stali ob strani prijatelji sosednjih držav, ki so svoje izkušnje ob vstopu v Evropsko unijo pač prenašali, nas opozarjali na čeri vstopa in smo mi v državi Republike Slovenije seveda uspešno te priprave pripravili do konca in leta 2004 tudi postali polnopravna članica Evropske unije. Seveda, polnopravni v skupni kmetijski politiki smo postali po letu 2007, da so bili nastavki vseh nas, tudi stroke, delavcev javnih inštitucij, delavcev zavodov, takšni, da v tem procesu pravzaprav ne beležimo kakšnih velikih problemov in smo tudi znali vzpostaviti ustrezne inštitucije, mehanizme od nadzora nad prometom z živili in živalmi, živalski izvor posebej in pa na drugi strani nad prometom z semeni. Man je komisar Fischler 15. marca 1997, bil sem 15 dni minister, vsem nam, ministrom držav, kandidatke, lepo povedal. Rekel, fantje, veterina pa fitosanitarni nadzor sta 2 področja, brez katerih vstopa v Evropsko unijo ni. In zanimivo je, da so se vsi angažirali, tako politika kot stroka, da smo te pogoje do leta 2004 izpolnili, tudi ustanovili plačilno agencijo in bili pripravljeni pravzaprav za prevzem tudi ali pa črpanje evropskih sredstev. Za nas je bilo eno zanimivo obdobje, kateri se spomnite, programa SAPARD, predpristopna pomoč, ko smo bili na neki preizkušnji. Marsikdo od upravičencev do teh sredstev takrat ni razumel, zakaj pa zdaj to, zakaj pa taka birokracija zahtevna. Vendar smo potem skozi naslednje leto ugotovili, da je vse v Evropi dokaj zahtevno in tudi prav je. Jaz pravim, če politika Evropske unije zdaj tudi z večjo pristojnostjo parlamenta po Lizbonski pogodbi namenja en tak pomemben vir dela sredstev tudi za razvoj slovenskega kmetijstva, razvoj slovenskega podeželja, je razumno, da ta nadzor mora obstajati in se ga bomo morali kar hočeš navaditi. Zdaj, ta projekt je tukaj tudi malenkost predstavljen, mi smo se prijavili na en razpis v okviru Evropske komisije in tudi dobili to možnost. Mislim, da je to pomemben menik. Še pomembnejši, če razmišljamo, da bomo čez kakšnih mesec dni tudi praznovali
23 let samostojne države Republike Slovenije. Ne, 21 let. To je, rekel, čas, ki, veste, nekateri pravijo, je dolg, pa ni dolg. Veste, kraljevina Jugoslavije smo bili dobri 20 let. Nič več. In tu se moramo res preko teh procesov navaditi. In jaz sem zmerno vesel, predvsem predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, v tistem mojem mandatu, ko sem bil minister, je bil gospod Nakvi. In ko smo imeli konflikte ali pa težave zaradi nekaterih neurejenih razmer, predvsem na področju pridelave in predelave mesa, rdečega mesa se temu reče, je komisija razumela stvari, pomagala, tudi predstavništvo je bilo dnevno prisotno na teh kriznih sestankih in smo se lahko tudi, seveda, moram takrat povedati, po pomoči cele vlade, pa tudi po pomoči parlamenta, v 3 mesecih prilagodili zahtevam tudi za spremembo zakona o veterini. In tukaj jaz razumem evropsko politiko, Evropsko komisijo, Evropski parlament kot dobrega partnerja vsem državam, vsem nacionalnim politikam. In če gledam samo v enem delu, ko se napoveduje pogoji za izvajanje skupne kmetijske politike po letu 2013, je izredno pomembno, da komisija in tudi parlament razume, da bo državam članicam dal neko malo večjo samostojnost, kot smo jo zdaj imeli, in da bodo te države članice nekatere politike lahko res prilagodili svojim potrebam, kajti potrebe so od države do države različne in temu tako. Jaz tudi vesel naših poslancev, ki so v Evropskem parlamentu, sicer pravimo, da jih imamo 8 v komisiji ali pa v odboru za kmetijstvo, je samo pridružen član, gospod Zver. Veste, tako je zanimivo, da odbor za kmetijstvo, ne vem, ima okrog 50, 80 članov in je v taka prerivanje, da Slovenija ni dobila drugega kot nadomestnega člana. Čeprav bi za nas nove države vsekako bilo pomembno, da smo bolj aktivni v tem odboru, vendar stvari niso pač šle v to smer interesa Slovenije, ker Slovenija, kakorkoli hočemo, čeprav imamo izredno majhen procent DGP-ja ustvarjenega v kmetijstvu, pa je kmetijstvo izredno pomembno za enem delu prehransko varnost, drugem pa delu pa predvsem za razvoj podeželja, za kulturno krajino, poseljenost in to so tudi cilji skupne kmetijske politike. Malo nas skrbi, jaz pravim, to je, vsaj pri meni ta skrb, da se sredstva znižujejo na generalni ravni. Jaz se spomnim še v času, ko je bilo 70% budžeta Evropske komisije, če tako rečem, namenjen za kmetijstvo, da se administrativni postopki ne zmanjšujejo, celo napovedi so, da bomo malo več tega. Je pa seveda ta ukrep, ki je napovedan za male kmetije, seveda pomemben in bo še kako pomenil za tretjino slovenskih kmetij. In da dosežemo eno kvalitetno sožitje in štandard vseh narodov v seveda tem evropskem prostoru, prostoru Evropske unije, kot pa tudi, vsaj moje osebno stališče zmoram, tudi solidarnost in sožitje z drugimi narodi in drugimi kontinenti. Perspektiva Evrope, po moji oceni, je predvsem v tem, da skrbi za svojim potencialom, znanjem, ki ga vsekakor ima, tudi za razvoj revnih območij, za napredek teh območij, kajti izenačevanje teh razlik bo pomenilo tudi v bodoče blagostanje v svetu samem, predvsem tudi mir in rekel, energija in volja. Jaz bi s tem končal, še enkrat najlepša hvala, bi se pa drznil mehen kršen protokol in bi povabil našega bivšega ministra in predsednika odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter okolje. Oni so držali polno ime v parlamentu za par besed.
seveda bi čestital zlasti Evropske unije, saj je skupna kmetijska politika, pa kakorkoli smo včasih z njo nezadovoljni, ker je preveč birokratska, počasna, odziva se počasi, vendar vse, je nekaj najlepšega, kaj je Evropa skupaj ustvarila. To je politika, ki zagotavlja, da Evropska unija preko svojih držav, Evropejcem zagotavlja to, kaj je najbolj pomembno, to je hrana. Namreč, ko je nastala skupna kmetijska politika, je Evropa imela 3 probleme, ki jih verjetno poznate. Hrane je bilo premalo, bila je nekvalitetna in bila je predraga. Vmes so se dogajale modifikacije, sedaj pa je kmetijska politika, evropska kmetijska politika dobila neko drugo funkcijo v teh nestabilnih časih. In to je, da je postala temelj stabilnosti na področju kmetijstva in proizvodne hrane. Še pred enim letom smo na njo gledali drugače, v tem trenutku vse države gledajo na SKP kot na temelj stabilnosti, ki omogoča stabilno financiranje kmetijske in prehranske proizvodnje. Bi pa tukaj povedal še nekaj drugega, kar se mi vsi moramo zavedati. Evropska unija in s tem tudi Slovenija zelo dosti prednosti pred ostalimi evropskimi svetovnimi kontinenti, konkurenti nima. Navajeni smo nekaj višjega standarda, osebni dohodki v Evropski uniji so povprečno v posameznih državah drugačni kot v Indiji, Koreji ali marsikaj drugje in ne verjamem, da smo pripravljeni pristati na takšne standarde, kakršne še tam imajo. Eno redkih področij, kjer Evropska unija še vedno vodi, je tako imenovana nova usmeritev Evropske unije, kar je komisija februarja tega leta potrdila. To je nova usmeritev z skupnim imenom biogospodarstvo. Nemci temu rečejo bioekonomija. Kaj je to biogospodarstvo? Biogospodarstvo je neki širši pojem, ki ga sedaj prične Evropska unija uporabljati in mogoče ena kratka definicija je, da to je delo z vsemi naravnimi viri. To ni samo kmetijstvo, je tudi kmetijstvo, je celotna proizvodnja hrane, je celotna veriga gosles, vključno z celulozo, ampak tudi vse ostale industrije, ki delajo z naravnimi viri. In biogospodarstvo v tem trenutku v Evropski uniji zaposluje 22 milijonov Evropejcev, kar je 9% vseh zaposlenih v Evropski uniji in ustvarja približno na letne ravni 2 bilijona. To številko si opomnite, 2 bilijona evrov, kar je pa v tem trenutku že 17% BDP-ja. In ocena Evropske komisije je, da je to področje, kjer se Evropa lahko najhitreje razvijala, kjer ima prednosti pred konkurenti. Podali so celo eno oceno, ki je zanimiva, za mene je bila novost, in to je, da če mi v tem trenutku v biogospodarstvo, katerega osnova je pa kmetijstvo, investiramo 1 evro, se ta 1 evro do leta 2025 povrne z faktorom krat 10. Potem pa še ena misel, in s tem tudi končam. V kriznih časih seveda si želimo, da denar ostaja v naši bližini. Mi ne smemo pozabiti, da iz Slovenije na letni ravni gre, zato ker smo navajeni kupovati tudi tujo hrano. Več kot 800 milijonov evrov. To je približno vrednost rebalansa, o katerem se v tem trenutku ravno bolj ali manj konstruktivno pogovarjamo v Državnem zboru Republike Slovenije. Vsak evro, ki gre po nepotrebnem in Slovenije, nam dela škodo. To moramo vedeti, saj v bistvu drugače bi do tega evra končal tako pri naših kmetih in kmeticah, pri delavcih in tudi v državnem proračunu. Naša naloga mora biti, da se naučimo, da pri svojem prehranjevanju uporabljamo več domače hrane. Bi vam rad zelo povedal, da to ni v nasprotju z načeli Evropske unije. Namreč, če pogledate stališča zadnjih 2-3 let Evropske komisije na področju kmetijstva, je vedno večji poudarek na hrani iz bližine, na kratkih transportnih poteh in na kratkih nabavnih poteh. Zato, ker pri proizvodnji hrane mi vemo, da je transport največji onesnaževalec, ki pa tudi eden izmed razlogov krize, v kateri smo. Ne bom vas sedaj pozval, ker mislim, da vsak od nas, ki tukaj stoji, ve, da ko mora vstopiti v trgovske centre v Sloveniji, da pogleda, kaj je deklaracija in izvor hrane, da mi pa to misel razširiti tudi med naše prijatelje, med slovenske državljanke in državljane. Še enkrat, Evropski uniji zaradi te odločitve in vam, draga gospa, ki jo predstavljate, čestitam in to je lepa stvar, evropska kmetijska politika in v Sloveniji ima mnogo privržencev. Lep dan naprej. Hvala lepa, gospod Smarkol Brovnič.
niste kršili protokola, le nekoliko ste me prehitili, namreč želel sem tudi povabiti, če bi kdo rad spregovoril, pozdravil, izrekel kaj 10 pred tem mikrofonom, da to zdaj stori. Dovolite, da vam recitiram Prešerna Vrbo. O vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta. Da Buka že me iz tvojega sveta speljala, ne bila bolj živa kača, ne videl bi, kako se v strup preplačal vse, kar srce si sladkega obeta. Mi ne bila bi verno vse povzeta, ne bi viharil notranji igrača, zvesto srce in delovno ročico, za doto, ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno lico. Mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem domu, pred točo in pšenico bi bližnji sosed vrval, svet Marka. Lejte, vse, kar je bistvenega, ste že izpostavili. Z moje strani bi res samo še dal poudarek na temu, da se zavedamo, da domača hrana prinaša dohodek oziroma blagostanje našim kmetijam. In s tem, ko bo kmetijstvo cenjeno in ko bodo te proizvodi na policah cenjeni in bodo zastopani in kupovani, bo tudi bistveno boljša podlaga za mlade v kmetijstvu, da vidijo prihodnost v tem. Lejte, tudi mladi nimamo nekega odpora do kmetijstva. Tisti, ki smo rasli na kmetijah in smo vzgojeni v tem duhu, si želimo kmetovati in nam ni težko tudi poprijeti za delo. Tako da politika pa je stvar tega, da naj sledi temu in naj, tako kot ste vsi povedali že, se počasi odziva, ampak se odziva in to radi vidimo in še enkrat hvala za povabilo. Dobro večer vsem skupaj. Dovolite, da vas v imenu organizatorjev, predvsem pa v imenu okrog 750 slovenskih kmetij iz Slovenije in zamejstva povabim prihodnji vikend na Ptuj, ker se bo odvijala 23. razstava dobrote slovenskih kmetij. Tam bomo videli res slovensko hrano. Tako da ste presrčno vabljeni. Moram reči, da je ena simbolika nocojšnje prireditve. Namreč letos je osrednje mesto na dobrotah slovenskih kmetij Ljubljanska pokrajina in Zasavjem. In če boste pogledali dobro plakat, je v ozadju tudi Ljubljanski grad. Tako da je ena simbolika tudi nocojšnjega dogodka tu v Ljubljani. Naj vas povabim tudi v soboto na Pogačarjev trg, kjer bojo dobrote slovenskih kmetij ponujene kmetije iz cele Slovenije. Mislim, da bo okrog 45 do 50 kmetij na stojnicah. Veselo bo, tudi kulturni program se bo tu odvijal. Drugače pa seveda od četrtka 17. maja do 20. maja v nedeljo bo vsak dan med 9. in 18. uro ogled razstave v Minoritskem samostanu. Seveda se pa projekt dobrote slovenskih kmetij povezuje za 50. obletnico skupne kmetijske politike in tudi tam bomo dali poudarek temu prazniku, tako da bo predstavitev evropske politike tudi na Ptuju. Tako da se vidimo v najstarejšem mestu na Ptuju prihodnji vikend.
Gospod profesor, v času, ko ste bili vi kmetijski minister, smo imeli v bistvu 80% samooskrbo. To je bilo v času? Ja, to je bilo v času osamosvajanja, pa tudi še potem, 93-94. Zdaj pa je bistveno drugače. Zdaj je pa nižja. Zdaj točnega podatka ni. Ne, verjetno agregatno gledano je nekoliko višja, po mojem med 50 in 60%. Nekateri pravijo tudi nekaj čez 60%. Vsekakor pa vsaj za 20% nižja stopnja samooskrbe. Čemu vi pripisujete tako nizek odstotek samooskrbe? Jaz mislim, da so se po vstopu v Evropsko unijo številni kmetje bistveno preveč usmerili samo v to, kako priti do subvencij, ne to, kako proizvesti. Res da, z tem, da stremimo za to, da je v funkciji kmetijska zemlja, ne glede na pridelke, s tem ohranjamo potencial, vendar to ne prinaša vedno tudi proizvodne in seveda, če ni proizvodne, ni samooskrbe. Se pravi, da 50-letnico skupne kmetijske politike lahko praznujemo z grenkim priokusom, da smo v bistvu od drugih odvisni od hrane. Ja, prav gotovo smo bolj odvisni, kot smo bili, vendar se mi zdi, da se je v zadnjem letu oblikovalo spoznanje, že od lanskega posveta v Radgoni, ko smo ga organizirali, da je treba spremeniti in če dalje več se o tem govori in koncept kmetijske politike do Evropske skupnosti do leta 2020 predvideva možnost večje podpore majhnim kmetijam in tudi proizvodno vezane subvencije in jaz upam, da bo to pripeljalo do obrata in da se bo stopnja samooskrbe povečevala. Predvsej k temu lahko pripomore tudi povpraševanje večje, to je pa seveda od potrošnikov odvisno. In mislim, da se naši potrošniki čedalje bolj zavedajo, da je kakovost doma pridelane hrane bolj zanesljiva kot uvožene, ker jo je mogoče bolje kontrolirati. In če bo povpraševanje, potem bodo potrošniki pripravljeni tudi kak evro dati več za domačo pridelano hrano, potem bo tudi zanimanje za povečano pridelavo naraslo. Žal pa se zelo pogosto dogaja tudi to, da dobro doma pridelano hrano prodajamo na tuje, drugam, sami pa kupujemo hrano slabše kvalitete. Ja, to je poseben problem. Mene vedno boli, če pomislim, da preko 100 milijonov litrov res kakovostnega mleka gre na predelavo v Italijo. Če bi to mleko predelali doma, bi bilo zelo dosti delovnih mest, zapolnjenih, bistveno večji prihodek bi lahko ustvarili, vendar bi morali organizirano nastopiti z prodajo proizvodov z večjo dodano vrednostjo. Podobno je še pri marsičem. Torej, izvoz surovin za predelavo, živilsko predelavo je smrtni greh, bi lahko rekel. In to je v veliki meri posledica nezavedanja živilsko-predelovalne industrije o nujnosti povezovanja, tesnejšega povezovanja in skupnega nastopanja in skupnega ustvarjanja boljših pogojev za predelavo. Seveda bi pa tudi zadružni sistem moral pri tem odigrati pomembnejšo vlogo. Vi ste že od nekdaj zagovarjali ekosocialni način kmetovanja. Kako pa ocenjujete sedanjo kmetijsko politiko? Sedanja kmetijska politika je kar v dobršnem delu ekosocialno naravnana. Kajti s tem, ko vsi priznavajo kmetijstvo, tudi neproizvodne naloge, ohranjanje podeželja, kulturne krajine in tako naprej, s tem avtomatično taka kmetijska politika podpira tudi socialo na podeželju in skrbi za okolje, kajti v neurejene pokrajini, v uničenem okolju ni mogoče imeti sodobne, napredne
kmetijske politike in kmetovanja. Se bo po vašem mnenju torej v prihodnje kaj bistvenega spremenilo, seveda z upanjem na boljše? Jaz mislim, da se bo. Prav gotovo se bo, vendar prav hitro ne. Vsa Evropa, zlasti pa mi, se mi zdi, moramo bolj dojeti pomen kmetijstva, bolj dojeti pomen tega, da brez vitalnih vasi majhen narod, 2-milijonski, ne more preživeti. V urbanih središčih ne bomo preživeli. Ali prihaja čas, ko bomo Slovenci čedalje bolj lačni, tudi žal domače hrane? Domače hrane, to je velika nevarnost. Lačni ne, zaradi tega, ker pač živimo v območju Evrope, kjer je vendarle razvitost toliko naprej, da bo, jaz mislim, za hrano poskrbljeno, razen če bi prišlo do kakšne hude krize. Tega se pa seveda treba zavedati. V primeru kriz pa ni močnejšega orožja, kot je pridelava hrane. Tako je, hvala lepa za ta prijeten pogovor. Prosim. 50 let skupne kmetijske politike, letos se upada tudi s 50-letnico kmetijskega sejma Agra v Gornji Radgoni. Torej, kaj pripravljate za Abrahamov sejem? Ja, res je, 50 let je lep jubilej in priložnost na eni strani, da se zazremo tudi malo nazaj in seveda se zamislimo istočasno tudi o prihodnosti. Za letošnji sejem pripravljamo poleg standardnih projektov in vsebin tudi nekatere nove vsebine. Želeli bi ta jubilej praznovati čim bolj delovno, tako da bi pravzaprav temu kmetijstvu dali vse tisto, za kar mislimo, da je naše poslanstvo. In to je v prvi vrsti promocija slovenske živilske in živilsko-predelovalne industrije, slovenskih blagovnih znamk, tako na področju živilstva, torej agroživilstva, kot seveda tudi na področju kmetijske tehnike in vsega drugega, kar je potrebno za to, da kmetijstvo deluje. Seveda bo nekaj tudi na programu spremljajočih dogodkov. Letos po mnogih letih uvajamo ponovno parado kmečkih običajev in navad. In to bo že kar letos tudi mednarodno obarvana. Želimo prikazati ponovno vse tiste običaje, ki so bili nekoč, mogoče pred 50 leti. In seveda na področju te stroke pa želimo narediti čim boljše razstave živinoreje, torej od govedoreje do konjereje, kjer želimo letos poudariti rejo lipicance oziroma predstaviti vse evropske lipicanske reje. Računamo, da bo kar 5 držav sodelovalo v tej razstavi. Pri govedi želimo prikazati prvič državno razstavo lisaste pasme in pa seveda tudi povabili pa smo tudi nekaj sosednjih držav. Odziv je zaenkrat iz sosednje Avstrije in Italije. No, na področju rastlinske proizvodnje pa imamo glavni poudarek na biopridelavi, permakultura in pa seveda vzorčni nasadi, tako rastlinske proizvodnje, kjer bo posajeno preko 300 različnih sadik. Zelo veliko prostora bo namenjeno tudi strokovnim posvetom, predavanjem, okroglim mizam, ki bodo seveda obravnavale najbolj aktualne teme v kmetijstvu. Seveda zelo veseli smo, da bo letos ob skupnem jubileju, torej Evropske unije ali pa skupne kmetijske politike Evropske unije in 50. jubileju
kmetijskega sejma. Tudi Evropska unija se predstavila z kar velikim razstavnim prostorom in pa povabili smo številne države. Jaz računam, da bodo udeležbo, da se bodo udeležile pravzaprav vse države bivše Jugoslavije. In pa povabili smo tudi nekaj držav, poleg sosednjih držav, kot je Avstrija, tudi še nekaj drugih držav, kot je Poljska, Brazilija in tako naprej. Tako da bo ta letošnji sejem tudi zelo mednarodno obarvan. Brez dvoma zanimiv in živ, tako kot zmeraj in tako kot že 50. leto zapored. Hvala lepa za predstavitev sejma. Zanimiva je tudi zgodba o vaških skupnostih, a sploh še obstajajo, živijo. Slovenski narod je vedno živel v nekem kmečkem sožitju. Temu se je reklo gmajna. Gmajna je bila občinska skupnost vasi, kjer so sodelovali tako velik kmetje kot navadni ubogi bajtarji. Vaška skupnost je tista soseska slovenskega naroda, ki bo preživela v kulturi in v pridelavi hrane, z živino in med ljudmi. Bila je vaška skupnost že v srednjem veku osnova narodnosti in se nadaljuje tudi v Evropski uniji. Dokler bojo vasi, skupnosti naših ljudi, bojo lahko ljudje živeli v nekem sožitju narodnega življenja, kulture in politike. Brez vaške skupnosti ni življenja. Na eni strani imamo zakonodajo, ki podpira kmetijsko pridelavo, na drugi strani pa imamo vaške skupnosti, ki seveda še vedno živijo, ampak v nekem posebnem odnosu narodnega življenja.